Začenjamo drugi, zadnji del današnjega simpozija in sicer s razpravo za to, da štiroglato mizo. Z nami so 4 govorci, ki bodo poskušali oblikovati, inicirati neko diskusijo v okviru okrogle mize. Prvo, da jih predstavimo, če dovolite, bi začel kar na moji strani, dr. Mateja Lopuh, po profesiji anesteziologinja, predstojnica Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine ter paliativno oskrbo, nekaj več smo že prej o njej slišali tekom diskusije, zaposlena v splošni bolnišnici Jesenice. Pravkar se je pa vrnila iz Nizozemske klinipotek in so se udeležila simpozija na zelo podobno temo, kjer so potegnili črto pod izkušnjami Beneluxa in se veselim, da bo nam delila to izkušnjo držav, ki že to prakso imajo. Zraven nje je dr. Zvonka Slavec Zupanič, ona je redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, hkrati je predstojnica Inštituta za zgodovino medicine, se pravi lepo združenje humanistične in naravoslovne vede, je izjemno plodovita avtorica, je podpisana ali so podpisana pod 17 monografij, sem pogledal. Lansko leto je šla, je drugi del njene zadnje monografije in se zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, to priporočamo branje, išla je pri matici v tej hiši in podala predvsem nek zgodovinski prerez, kako je medicina tekom razvoja njenih zmožnosti zdravljenja gledala na situacije, katerim posvečamo današnji svet. Doktor Vojko Strahovnik, moj stanovski kolega, filozof, je raziskovalec na teološki fakulteti in predavatelj na Evropski pravni fakulteti, kjer je predstojnik katedre za teorijo prava in etiko življenja. Etiko javnem življenju. Ja, etiko, se pravi čujem. Lansko leto se je vrnil iz Združenih držav Amerike, kjer je bil Fulbright štipendist v Univerzi v Arizoni. Poznan je potem, da je pripadnik mogoče manj uveljavljene filozofske šole pri nas imenujemo analitična filozofija in zato so njegovi pristopi sveži in nas pogosto vržejo iz dremeža, katerega pogosto zapadamo s tem, da zastavljamo vprašanje na en in isti način ves čas. Dr. Renat Škof, moj kolega, prihaja prav tako z ZRC Koper, predstojnik Inštituta za filozofijo, izjemno plodovit avtor, samo lansko leto izdal 2 knjige, ena prevod njegovega dela, ne boste verjeli, v Iranu, v perziščini, v isti hiši, kjer smo mi zdaj neka druga knjiga z naslovom Antigonine sestre, postal je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti in čestitam, je velika čast za naš inštitut, se pa veliko ukvarja z etiko, poznavalec ideologije in zna uspešno prepletati ta vidika, se pravi indijsko, izročilo z zahodnim, kot boste videli. Se pravi, hiter pregled naših sogovornikov. Žal dr. Dajzingerja ni. Zaradi nepremagljivih ovir, ki so nastopile danes, se žal ne more odrežiti razprave, je pa poslal svojo razpravo, ki bo omenjena med diskusijo. Tako da najbolje, da začnemo in kot istočnico lahko dr. Škof pove, kakšno je njegovo kratko videnje tega, glede na indijsko filozofijo, prepleteno zahodnimi vplivi. Govorim mikrofon. Ja. Jaz bom bolj govoril seveda kot profesor filozofije pa etike, glede drugih religij, mogoče bi se potem pozneje, če bo kakšno vprašanje raje navezal, ker smo bili pač izzvani seveda z veliko izjemnimi mislimi že danes. Moj nekako motiv, da sem več začel razmišljati o tematiki eutanazije, seveda v tem, da se je, kot smo ugotovili, ta razprava začela na nek način, ki pač je
morda tipičen za javno razpravo, ki pa pri meni vedno potem zbuja neko skepso in ponavadi je tako, da če neka stvar, ne vem, prepovedana, sem jaz a priori za, če neka stvar a priori dovoljena, sem jaz takoj proti, se pravi kot neka seveda filozofsko stališče, kot neka varovalka, ki jo moraš imeti. In tle se mi enak ta instinkt zbudil, ne. Videl sem pač, da se seveda plemeniti ljudje s plemenitimi vprašanji seveda so se priglasili, so dali pobudo za evtanazijo, vendar sem potem začel razmišljati seveda, kaj to pomeni in odprla so seveda takoj vprašanja tudi recimo abortusa, ki ga je danes kolega omenil, pa ga mogoče prej tukaj nismo omenjali, pa tudi seveda etike življenja, o kateri lahko se morda Vojko več pove tudi. In tukaj vidim določene seveda usporednice. Kaj mene najbolj skrbi je tisto, kar seveda mnogi že povejo, ne bom nič novega povedal, da v tem času, ko smo rekli, da je zdravstveni sistem v krizi, ko je izobraževanje zdravnikov po mojem mnenju v krizi, se pravi premalo humanističnih vsebin, premalo vsebin etike skrbi, premalo vsebin, ki jih označujem bolj kot mehke vsebine, preveč poudarka na kompetencah, točkah, že kot stopnih pogojih v ta sistem. In ko je tudi sama civilizacija, v kateri živimo, podrejena nekemu hitenju, za katerega seveda sami nismo nujno krivi in odgovorni, ampak smo mu podvrženi, je prišla še ta tvegana poteza, da bomo na vse to naložili še morda prehiter premislek o najbolj ključnih stvareh, ki jih imamo, torej, kjer se življenje pretaka v nekaj, kar ni življenje ali pa kar mu sledi in kjer se tudi morda, kot je pa tema za abortus, oziroma splav, življenje niti ne dovoli nekako, da se začne v pravem smislu, čeprav se je že začelo. Zato bi mogoče dal samo en primer. Jaz sem nekaj let učil bioetiko oziroma etiko, zdaj pa učim tudi na socialni gerontologiji etiko, mlade pač bodoče socialne gerontologe, ki so zelo občutljivi in občuteni in jih zelo lahko pohvalim. No in pred leti, kot verjetno nekateri veste, je bil 2011, je šel članek v Journal of Medical Ethics z naslovom After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? Se pravi, šlo je za članek, ki ga lahko prevedemo porojstveni splav, ne? Zakaj ne otrok živi. In ta članek je bil seveda sprejet v objavo, recenziran in publiciran, preden so se dogotovili, da je šlo za provokacijo. In ko je bil pa že objavljen, seveda se je pa ugotovilo, da sta avtorja z natanko istimi argumenti, ki nekako upravičujejo splav, poskušala upravičiti tudi splav, kot ga imenujeta seveda rajši kot infanticid ali pa eutanazija, pri otroku, ki se je že rodil. Namreč, če nastopijo razlogi, ki lahko vodijo v splav po rojstvu tega otroka, zakaj ne bi potem aplicirali istih razlogov tudi na njega in bi ga torej dovolili mu vzeti življenje. To sta zelo prepričljivo z analitično filozofijo utemeljila, zelo vešče in zelo dobro. Potem sta seveda dobivala tudi grožnje za smrtjo od različnih ljudi, ki niso razumeli, da je šlo za pač ali potegavče ali kaj drugega. Skratka, sta pa naredila neke vrste izjemno delo v tem smislu, da nama lahko zrcalo postavita na drugo stran tega problema, ki pa je problem eutanazije, ker se lahko z istimi argumenti, seveda v neki prihodnosti, o kateri so danes že pred mano govorili, pojavijo določeni zdrsi, kot veste, v filozofiji temu rečemo nekako problem spolskega klanca, oziroma ko lahko iz ene etične meje nek neviden način prestopimo v naslednjo. Se pravi, ta članek je lepo pokazal, da že tako skrajno, bi rekel, problematična kultura, pravzaprav, ki omogoča več abortusov, kot bi jih etika življenja dovolila. Recimo etika življenja morda dovoli 3 izjeme, če berete, ne? Ko je ogroženo življenje matere, potem pri uboju ali umoru je dovoljena pač samo obramba. Jaz verjetno bom nekoga ubil, če bo poskušal ubiti mojega sina, ne? To vedno študentom povem in se ne morem sklicati ne na Jezusovo, ne na Budovo etiko, čeprav poznam to mejo in jo moramo imeti, ker limita je tista, ki nam postavlja ali pa kategorični imperativ kot pri Kantu, ne? Se pravi, Kanta zato rabimo, da reče, svet naj propade, samo da bo pravičnost, ne? Se pravi, ne bom šel v poskuse na ljudeh, čeprav vemo, da bi 100 ljudi lahko žrtvovali in bi z uspešnimi poskusi na tisoče, na milijone ljudi rešili in ne bomo enega šli žrtvovati na ta način.
Torej, zato imamo te etične kategorične imperative in limite v etiki, da na njih utemeljimo tudi skrajne izjeme. Zdaj, v teh izjemah pri eutanaziji tudi ni treba, da govorim, gotovo morajo biti, so na nek način nujne v nekaterih primerih, vprašanje bo, kako se jih bo tretiralo, na kakšen način bo do njih prišlo, vendar pred tem moramo seveda pa zagotoviti prostor za razpravo, kar je pa tudi namen današnjega srečanja. Še eno samo stvar, da ne bom predolg, več stvari sem hotel povedati, ampak vendarle, ker smo že šli malo čez mejo. Tisti problem, ki pa mene najbolj zanima, je vprašanje identitete. Ne? Se pravi, ko beremo članke o Alzheimerjevi bolezni, o demenci, z vidika etike staranja in etike, tam se nam nekaj lomi, recimo, nekateri ljudje rečejo, na neki točki človek ni več človek in to, recimo, etika zavrača tak pogled. Ker te članki so, oziroma ta videnja so utemeljena na tipičnem zahodnem pojmovanju, rekel, razsvetljenskem ali pa novoveško razsvetljenskem ali pa rekel celo več kot razsvetljenskem vidiku identitete kot nečesa, kar je dejansko povezano s polno avtonomijo človeškega življenja, s polno avtonomijo človekove, ne vem, dignitete, polnosti nekega življenja in potem nekdo, ki je bil še včeraj ugledni profesor, je pa danes recimo zbolel in se to uporablja kot argument, to pa ni več isti človek. In to recimo lahko vodi potem v probleme, da ljudje, če skozi tak način gledajo na identiteto, če torej iščejo identiteto v tem zahodnoevropskem, rekel, filozofskem smislu, zagrešijo velik torej etični problem, da zapadejo temu, kar se reče recimo danes ageizem, skratka se že pojavlja ali starizem, ne? Tako kot imamo rasizem, specizem in tako naprej, se seveda uporablja ageizem oziroma ageizem v angleščini ali starizem kot stališče, ki pravzaprav staranju, ki na starost gleda podobno kot na otroke. Ali so to neki uporabni modri norčki, ne? Ali pa so to ljudje, ki nimajo več enake moči, enake identitete in ki so nekako drugačni in se jih zato drugače obravnava. Torej, vprašanje identitete in avtor, na katerega lahko se sličem, ne bom ni citiral, pravi, človek je vedno v osnovi ranljivo in omejeno bitje in če to razumemo, torej sam se ogromno ukvarjam z etiko sočutja, skrbi, ranljivosti, tole vulnerability, fragility, če te stvari pripoznamo, če torej razrušimo to, rekel, res evropsko tradicijo, ki je želela biti strašansko močna, ki je posedovala resnico, ki je bila kolonialistično močna, ki je uničevala druge kulture, ki je uničevala okoljski in živalski svet, ko smo danes omenili živali, ki brez vsakega problema lahko pobija živali, kakor želi, in tako naprej, in druge kulture. Če na ta način gledamo na našo tradicijo, potem seveda smo v velikih problemih in potem se to pronica tudi v vprašanje identitete. Če pa gledamo na človeka kot na nekoga, ki, in tukaj so omenjeni recimo problemi konkretni, pri skrajnih, rekel, razvitih oblikah Alzheimerjeve bolezni, pa je vendar se zgodil čudež, ali pa pri demenci, ko so ugotovili po 3-4 letih, ko so hoteli človeka odpisati, da je pa vendarle dal nek namik ali pa dotik ali pa pogled ali pa nasmeh, ki ga ne bi smelo biti. Torej, nek čudež se je pojavil, ki je dokazal, da je ta človek ves čas pravzaprav vedel, zakaj gre, pa bi ga mnogi, če bi se dalo in če bi imeli eutanazijske zakone, da bi recimo upoštevali njegovo željo, ko bi bil jaz tak in tak, takrat me usmrtite, ko bi recimo to negiralo. Ne? Torej, ta vidik je zelo pomemben in to, ki sem hotel recimo omeniti. Hvala lepa za tvojo vse intervencije, s predlaganjem smo bolj pohvalni, pa bolj močni. Vprašaj, da ne več krogov. Ne, se strinjam se. Vojko, ti imaš sjajni talent za potegniti črto pod neko debato, ja, smero inventuro, tako da izvolite. Upam, da tudi časovno. Zdaj, naprošen sem bil, da nekaj povem z vidika analitične filozofije. Mogoče je tudi to smer v Sloveniji, ki ima po svoji sestavi največ zagovornikov evtanazije. Analitična filozofija, njena vloga v tej razpravi je predvsem v razreševanju najprej pojmovnih zmešnjav. Se pravi, da uporabljamo jasne pojme, dobro opredeljene in da jih znamo analizirati. Drugi vidik, ki ga lahko prispeva, je argumentacija in presoja argumentov. Različni miselni poskusi, ki nam, tako kot primeru tega primera porojstvenega splava, razkrijejo, zakaj nam v resnici sploh gre, kaj je moralno pomembno in kaj ne. Enemu takšnemu miselnemu poskusu smo bili priča majhnemu danes profesor Jakulinom,
ko je nevede ali pa vede uporabil to v visoki starosti, pa se je izkazalo, da to pravzaprav ne sme imeti nobene moralne pomembnosti. Vkolikor gre pri vseh drugih okoliščinah za povsem enako stanje, je to zgolj nekaj, kar se nam je morda na prvi pogled zdelo moralno pomembno, ampak ni. Tako kot sta ta dva avtorja rekla, to, ali je otrok še v maternici ali pa izven nje, ne more biti moralno pomembna značilnost, ki bi lahko vplivala na moralni status tega dejanja. Ampak ta izhodiščna zastavitev, da nekaj ni moralno pomembna značilnost, kot recimo to, ali je še otrok v maternici, to temeljno izhodišče ali pa intuicija, moralna intuicija, kateri sledimo, se zelo zanimivo da uporabiti seveda tudi za argument za nasprotovanje splavu. Tako da v bistvu tu delujemo v dve smeri. Tretji vidik ali pa tretja razsežnost, ki je pa mogoče najtežja, pa tudi meni osebno največji izziv, je pa, kako te argumente, pojme zdaj uokviriti v neko javno razpravo. Tako kot se je pri nas odprla. Zdaj je na mizi in vsi smo postavljeni v ta prostor. Tukaj jaz že nekaj časa zagovarjam pravzaprav, da mora biti javna razprava zavzeta. To pomeni, da ji ne smemo postavljati omejitev. Jaz v javni razpravi vidim veliko grožnjo v teh dveh težnjah, ki tudi k nam prihajata, predvsem v težnji politične korektnosti, pa v težnji identitetne politike, ki pravzaprav na nek fundamentalističen način omejujeta razpravo. Z ene ali pa z druge strani. Tako kot recimo rečemo, kdo pa si ti, da boš odločil o nekomu, ki je boln, ali pa kdo pa si ti, ki boš odločil o ženskem telesu, ne? Ali pa z druge strani, kdo pa si ti, ki ne priznavaš temeljnosti, svetosti življenja, da boš govoril o življenju kot takem. Se pravi, te omejitve je potrebno čim bolj sprostiti. Javna razprava naj bo to, kar lahko si zamislimo kot nek prostor razlogov, kjer smo odzivni na te razloge, kjer drugega poslušamo in kjer drugemu tudi priznamo ustrezen status. Vkolikor tega ne storimo, gre za eno temo, ki je meni tudi zelo blizu, za temo spoznavne nepravičnosti. Se pravi, nekomu odrečemo status nosilca neke vednosti vnaprej in ga ne dopustimo v to razpravo. Zdaj pa, če se samo kratko zastavim samo še vsebino. Analitična filozofija je prevladujoče utilitaristična, tudi glede na same ankete med filozofi, in kot taka večinoma sledi zagovoru eutanazije v imenu seveda kakovosti življenja. Ni pa to edino stališče, ki ga lahko privzamemo. Moje osebno stališče je tako imenovani moralni pluralizem, kar pomeni, da vkolikor smo malo občutljivi za bogastvo moralnosti, za razlike, pa za izzive, ki nam jih življenje postavlja, moramo sprevideti to, da moralnosti ne moremo zvesti na en sam temelj. Pa naj gre to za kakovost življenja ali pa kakršenkoli drugi poskus. In tudi recimo, če vzamemo ta 4 izhodiščna bioetična načela, kot so avtonomija, nespoštovanje, neškodovanje, dobrotnost oziroma dobrodelnost ali pa pravičnost, potem vidimo, da so to 4 temelji, ki jih ne moremo zvesti. Še posebej pa jih ne moremo zvesti na način, da bi dovoljeval seštevanje in odštevanje posameznih točk glede na te vidike. Tako da tisti, ki zagovarjajo eutanazijo z argumentom, da je treba absolutno prednost vedno dati avtonomiji pa avtonomni odločitvi, spregledujejo dvoje. In tukaj samo še par misli, pa bom končal. Prvič, da to ni edini temelj moralnosti, jaz bi tako zagovarjal. Drugič pa, da je potrebno avtonomijo razumeti v okviru razumevanja človeka kot odnosnega bitja. Nekaj o tem smo danes že slišali. Se pravi, gre za neko relacijsko pojmovanje avtonomije, v okviru katerega si seveda človek tudi podobo o samem sebi, svoje želje, če želite, pa celo svoje informirane želje, vedno oblikuje
tudi v odnosu do drugih. Vedno se vidi tudi v očeh drugih. In tukaj je ena zelo izrazita nevarnost pri evtanaziji, v kolikor spregledamo to odnosnostno naravo in kolikor avtonomijo razumemo tako avtokratsko, zaprto, se pravi enostransko. Mislim, da je tukaj sta dva pomisleka, ki jih je potrebno pridati temu načelu avtonomije. Ne izključuje pa to posebnih primerov, tukaj bi sledil kolegu Borutu, kjer pa morda je potrebno dati prednost temu načelu v imenu in v skladu z vsemi ostalimi, ki jih priznamo. Hvala. Mislim, da je rdeča nit vseh govorcev spoznanje okoliščine, da je napredek medicine koliko ne moral spodbuditi debate, kateri posvečamo današnji simpozij. Doktor Zupaj Slavič je pa zgodovinarka medicine in zdaj bi vprašal, da nam podeli nek kratek pregled, kako je medicina na neozdravljivo bolno osebo, ki se nahaja na robu gledala, ne vem, 40, 100 let nazaj, 500 let nazaj, in kako je to upisano v našo zgodovinsko zavest. Lepa hvala. Jaz sem se že prej malo oglašala kot medicinka, čeprav je moje primarno področje zgodovina medicine, medicinska humanistika, tako da imamo seveda tudi veliko bolj kompetentne medicinske sogovornike, ki lahko o tej temi razpravljajo. Od nekdaj so se pravzaprav filozofi bolj ukvarjali s tem, kako je z življenjem, kako gledati na njega, medtem ko znotraj medicine pa je tisto, kar je bilo osrednje vodilo skozi zdaj že 2400 let, bolj bilo hipokratično načelo, kjer Hipokrat zelo lepo pravi v svojem aforizmu ars longa, vita brevis in tako naprej, in lepo napiše: izkušnja je varljiva, priložnost minljiva, odločitev težka. Te tri misli zelo jasno nakazujejo, kako pomembno je, da se pravilno odločiš in kako ne smeš biti preuranjen, kot je akademik Dolenc lepo povedal. Zdaj, tako kot me lepo sprašujete, za recimo malo bolj odmaknen čas, seveda v sužnjelastniškem sistemu, pa potem v antičnem času, so to malo različni pogledi, tudi recimo na vrednost samega človeškega življenja. Ne? V antičnem času recimo se je zelo gledalo, da je zdravo potomstvo in so recimo še posebej Špartanci izpostavljali bolne otroke. In recimo tudi želeli imeti ne le fante zdrave, ampak tudi zdrave ženske, da so lahko rojevale. Ne? Antičnemu času sledi dolgo obdobje, srednji vek. Lahko rečemo debelih 1000 let, v katerem je vladalo krščanstvo. In krščanstvo je oblikovalo temeljne norme, ki jih je tudi zdravništvo skozi ves ta čas oblikovalo v pogledu na svojega bolnika. Pri tem je krščanska etika, torej visok odnos do bolnih, do ostarelih, do onemoglih, do otrok, majhnih, nebogljenih, bila tista, ki sploh ni govorila o evtanaziji, ampak prvenstveno poskušala na čim bolj karitativen način nuditi človeku pomoč, tako da evtanazije v tem času sploh nikjer ne slišimo, tega preprosto ni. Celo, kaj se recimo Tomaš Akvinski, tudi obsodi samomor. Thomas More potem recimo v Utopiji piše, da tudi recimo pri samomoru, da tisti, ki ga pa pravzaprav ni sposoben narediti, da je imel že, on to recimo prvič malo drugače postavi. Potem se malo drugače začnejo te stvari, mogoče filozofsko gledano predvsem, skozi čas recimo humanizma, razsvetljenstva, spreminjati, ampak v medicini obveljajo etične norme hipokratične medicine in se večinoma prenašajo tudi potem v 19. stoletje, ki pa že s tem, ko se zelo intenzivno medicina razvija in ko naenkrat prinaša vse več zdravil, ko postaja tudi recimo z razvojem asepse, antisepse, kirurgije, vse močnejša in vse bolj uspešna, tako da seveda tudi ljudje bolj zaupajo vanjo in ne razmišljajo o tem, da bi kako drugače končali svoje življenja.
Proti koncu 19. stoletja se pojavi nova smer, ki se imenuje eugenika. Znanstveniki so razmišljali, kako vzgojiti dobre gene, s katerimi bi se lahko rojevali zdravi ljudje, zdravo potomstvo, zdravi vojaki in tako naprej. In žal je ta veda, ki je imela najbolj pozitivno konotacijo v svoji osnovi, se izrodila v nacistični holokaust. In mi vemo, da leta 1939 so sprejeli v nacistični Nemčiji programe, izsilili so jih pravzaprav za prisilno sterilizacijo, prisilni splav in evtanazijo najprej vseh tistih, ki so jih imenovali, to so ljudje, ki so nevredni življenja in bitja, ki so v lakoto. In so to sprva leta 1939 začeli izvajati samo na otrocih in potem postopoma prepeljali to tudi na odrasle. In leta 1940 so že izvajali ta program tudi potem na odraslih. In mi vemo, da je iz tega prišlo do 5 milijonov do 6,5 so različni podatki smrti med Živi, pa še katerimi drugimi nacijami, ki so umrli v koncentracijskih taboriščih. In pri tem recimo vemo tudi, kako je prišlo pravzaprav do izroditve tega, kako so začeli govoriti celo o, ta Hannah Arendt je začela govoriti o udobnosti zla, oziroma kako je točno rekla, banalnosti zla, kjer recimo vidimo, kaj pomeni nekaj, ko je upeljano v stroj, ko se začne odvijati, ko pač to nek mehanizem sprejme. In ko je recimo Eichmann bil v 60-ih letih sojen zaradi več kot milijona Židov, ki jih je s transporti pošiljal v taborišča smrti, on tega ne prepoznava kot nekaj slabega. On je bil pač del stroja, on pri tem ni več imel stika s tistim prvotnim, prvobitnim, kar pravzaprav je bilo ubijanje. In zavedamo se tega, da ko nekaj postane navada, mi izgubimo tist najbolj prvobitni odnos, ki ga pač nosi dekalog v sebi, 10 božjih zapovedi, katerakoli filozofije na tem svetu, kjer je ena izmed alinej ne ubijaj. Zdaj, ta strašna izkušnja holokausta je seveda potem skozi nadaljevanje 20. stoletja te teme zelo potisnila v ozadje. In tudi, kot sem prej na hitro že omenila, ta vse večja moč uspešne medicine, naravoslovja, povezovanja tega, povezovanja številnih drugih naravoslovnih znanosti, gre tudi za biologijo, gre za genetiko, gre za kemijo, farmacijo, farmakologijo, kirurgijo in tako naprej. Vse to pač nekako daje občutek, kot da smo lahko nesmrtni. In se tista alkimistična želja po večnem življenju, večni lepoti, večni mladosti in tako naprej. Pač zdaj tukaj je prišlo do neke točke, kjer so skozi, recimo, zdaj bom zadnjo obdobje rekla, 2002 recimo vidimo, da je to se zgodilo v Beneluxu, da je pač prišlo do neke točke preloma, kjer so bolj levo usmerjene vlade izgubile ta prvobitni odnos do svetosti življenja, do njegove nedotakljivosti in začele vse bolj utilitarno gledati na človeško življenje, na njegovo korist, na ekonomsko plat, na vse tisto, kar pač govori o tem, kaj je družbi v prid in kaj je lahko za družbo izdatek. Tako da potem pač... Hvala lepa, mogoče bi zdaj trenutek je bilo najboljše, da si to da dr. Buhovi, ki je ravno prišla iz Nizozemskih, kjer ste poredili inventuro pod Benelux, ki je bil kot nek pik celega razvoja tukaj izpostavljen. Ja, lepa hvala za povabilo za sodelovanje na tej konferenci, tudi vsem sogovornikom za podelitev mnenj. Zdaj, jaz prihajam čisto iz prakse. Jaz sem zdravnica, ki vsak dan delam z neozdravljivo bolnimi zdravniki. Ne edina, ampak glavnina mojega dela seveda poteka z njimi. Najprej bi vam rada povedala,
da se paliativna oskrba nanaša na bolnike z neozdravljivo boleznijo, ki napreduje v času, ki zagotovo skrajšuje pričakovano življenjsko dobo in je kot taka neozdravljiva. Ne bi rada, da bi paliativno oskrbo enačili samo z oskrbo ob koncu življenja. Je pa oskrba ob koncu življenja zagotovo nujen del paliativne oskrbe. Glavnina paliativnega pristopa je razmišljanje o vrednoti življenja. Ampak vrednoti življenja, ki jo postavlja bolnik sam. Zelo pogosto slišimo, to življenje ni vredno. Celo pojavljajo se posamezniki, ki upajo presojati o tem, ali nek bolnik trpi, ali je njegovo življenje sploh še smiselno. In tukaj bi vas rada opozorila, da je edini, ki lahko mnenje o tem poda bolnik sam. Vi si ne morete predstavljati, kakšne bolečine je sposoben prenesti človek, če pa se sam za to odloči, kljub temu, da ima na voljo različne analgetike. Ker je ta bolečina lahko neminovno povezana z napredovanjem bolezni in pomeni še en korak navzdol po lestvici življenja. Kakor določa vrednoto življenja bolnik sam, tako določa tudi dostojanstvo življenja bolnik sam. In velikokrat me zelo začudi, kako nekateri razpravljajo o tem, kaj je dostojanstvena smrt. In še leta nazaj sem bila deležna vprašanj, ali je dostojanstveno, če naš oče umre v svoji postelji, ki pa je stara in oškrabana. Toliko močni so pritiski, ki jih mediji seveda dajejo našim bolnikom, da je to prav zastrašujoče. Tisto, kar je mene spodbudilo k sodelovanju v tej razpravi, je seveda ogorčenje nad tem, kako zelo veliko različnih interpretacij se pojavlja v medijih, kako zelo so pomešani pojmi, s katerimi danes operiramo, pojmi, kot so evtanazija, aktivna. V tem tukaj mi je prišel pod roke en tekst, kjer še govorijo celo o pasivni evtanaziji. Kaj pomeni vnaprejšnja volja, kaj pomeni odstop od doživljanja, kaj pomeni opuščanje in kaj pomeni prekinitev zdravljenja. In moja želja je, da je slovenska javnost, če bo izpostavljena potrebi po odločanju, seznanjena s tem, o čem se bo pravzaprav odločala. Še vsi, ki tukaj sedimo v tej dvorani, ne ločimo med posameznimi termini. Toliko sem si vzela časa, da sem pregledala v NUK-u vsa dela objavljena, diplomske, magistrske, doktorske naloge in bila povsem zgrožena nad tem, kako se zelo prepisujejo napačni termini iz ene naloge v drugo in mentorji mirno podpisani pod te naloge in celo doktorati potem citirani v javnih občilih. Tisto, kar sem se naučila v Holandiji, je, da evtanazija zagotovo ne pomeni pravico do dostojne smrti. To morajo naši ljudje vedeti. To poudarjajo tudi Holandci. Evtanazija ni pravica. Uzakonitev evtanazije pomeni pravico, da zaprosiš za usmrtitev. Tvoja prošnja pa je lahko odklonjena. V Belgiji so strožji pri tem, ker zahtevajo celo pisno zaprosilo. V Holandiji niso tako zelo strogi in zadošča ustno zaprosilo. Bolnik mora to odločitev ponoviti večkrat. Njegovo zaprosilo preveri tako imenovani sken zdravnik, torej nadzorni zdravnik, ki mora biti neodvisen. Prošnje bolnikov so zavrnjene, ker seveda se ne vsi belgijski, ne vsi holandski zdravniki s tem ne strinjajo in imajo pravico odkloniti to. In niso za to kaznovani. Seveda Holandci ne bi bili Holandci, če ne bi našli rešitev tudi iz te zagate in tudi Slovenci smo iznajdljiv narod in bi jo zlahka našli. In Holandci so ustanovili tako imenovano kliniko ob koncu življenja, ki v resnici ni klinika, ampak je skupina približno 62 ljudi, zdravnikov, medicinskih sester, kamor se obrnejo vsi tisti, katerih prošnje so bile zavrnjene.
Torej, z malo napora, seveda vseeno prideš do svojega cilja, ampak se moraš za to precej potruditi. In zdaj si predstavljajte bolnika v zadnjem tednu svojega življenja, ki bi se podal na to mukotrpno pot iskanje svoje pravice, svoje prošnje do evtanazije. Mislim, da to zelo izbije človekovo dostojanstvo, ko se moraš v zadnjih mukah še plaziti, da te bo nekdo ubil. Holandci sami pravzaprav ugotavljajo, da so zašli na teren, ki ga niso predvideli. Njim narašča delež evtanazij, ampak ne na račun evtanazij iz primarne indikacije, torej usmrtitev neozdravljivo bolnih in trpečih ljudi. Njim se nabor indikacij, torej možnosti za evtanazijo širi. In ravno v tem času, ko smo bili mi v Holandiji, so se zelo tresli, ker je ena politična stranka dala predlog za razširitev zakona, da bi bila evtanazija možna po 70. letu, ne glede na pridružene bolezni. Sami se zavedajo teh svojih omejitev, ampak tudi dejstva, da enostavnih rešitev tega problema zdaj več ni. Druga stvar, ki bi jo rada opozorila in ki seveda se izjemno pogosto meša v praksi, je samomor z zdravniško pomočjo in evtanazija. Samomor z zdravniško pomočjo je v Evropi legaliziran v Švici in Holandiji. Holandija je edina država od 3 držav Beneluxa, ki ima tudi to možnost. Seveda se te možnosti v Holandiji redko poslužujejo, ker niso vsi samomori z zdravniško pomočjo uspešni. Več let nazaj, ko so primerjali statistiko uspešnih smrti po samomoru z zdravniško pomočjo med Oregonom in Švico, so ugotovili, da v Oregonu uspe približno 85% smrti, v Švici 90%. Nihče nikoli ne poroča o tem, kaj se zgodi z ljudmi, ki preživijo samomor z zdravniško pomočjo. Nihče tudi ne pove, kakšno agonijo preživljajo te ljudje, ki jih zdravilo, čeprav je v izjemno visokem odmerku, in to vam kot anesteziologinja lahko povem, da je odmerk daleč nad tem, kar mi uporabljamo, pa vseeno ne zadošča. Tudi Holandci so tukaj našli tako praktično rešitev, in sicer v istem paketu za prošnje samomor za zdravniško pomočjo podpišeš tudi prošnjo za evtanazijo, ker so se seveda te smrti vlekle predolgo časa in potem istočasno nastavijo tudi že intravenski kanal, in če ne umre v doglednem času, mirno vbrizgajo tudi seveda evtanazijska zdravila, ki so drugačna od teh, kot jih uporabljajo pri samomoru z zdravniško pomočjo. Tako da je smrt zagotova. Tisto, kar lahko rečem, je, da je evtanazija edino hitra smrt. Ni pa nujno dostojanstvena in ni nujno neboleča. Hvala, bi šli kar na vprašanja iz publike, ampak samo vprašanja konkretnemu udeležencu razprave. Prosim. Bom tako glasno govorila, da zvočnik ne bo potreben. Sem iz predavateljske dejavnosti in sem tega vajena. Moje vprašanje vsem odgovarja ali ne odgovarja, kdor hoče ali noče. V kulturi, v kateri živimo, velja življenje vsakega človeka kot enkratno, individualno, osebno in neponovljivo. In v naši kulturi, v kateri živimo, je taka tudi smrt. Enkratna, individualna, osebna, neponovljivo. Največje zlo, kar je bilo z industrijo smrti, v taboriščih narejeno, je bilo pa to, da smrt ni bila enkratna, individualno, osebna, neponovljiva. Zlo, ki se ne sme ponoviti nikdar več. Kot ateist
jaz izbiram, jaz se odločam. Odločno nasprotujem evtanaziji in bom tudi odločno nasprotovala vsakršnemu uzakonjenju evtanazije. Vidim, kaj pa je to, tako imenovana anonimna evtanazija. Veste, ni onesnažena samo narava, tudi medčloveški odnosi. Opazujem potek te anonimne evtanazije marsikje, tudi takrat, ko k nam na filozofsko fakulteto pridejo študenti z nekaterih fakultet, kjer jih profesori obravnavajo na ravni intelektualnega genocida. In potem gre k psihiatru, pa dobi vse mogoče od sedativov, tranquilizerjev, anksiolitikov. Ker sem sama tudi svoj čas študirala klinično psihologijo, se najprej s takim revežem, razosebljenim pogovorim. Tudi z nekaterimi profesori. Če vidiš, da nekdo ne more študirati, lepo ga pripelji do spoznanja, nimaš pa ga pravice razosebljati. Pride študent, k meni se pogovoriva in pravi, dajte vi meni tiste acnaje sabo prinesti. Pričo mene vrže v koš. No, pa tudi te zadeve, jaz poznam 3 tedne na ote spali, potem bo pa šel. 6 ljudi sem rešila. Vsi so mi lepo diplomirali, prejeli človeško dostojanstvo. Jaz govorim o tej evtanaziji, o teh ekstremnih primerih. Kako je pa s tisto anonimno evtanazijo, ki se dogaja vsak dan z javnimi linči, tej strahoviti strankokraciji. Skratka, gledajte, tu se bo treba pa soočiti intenzivno s tem, kar smo si sami ustvarjali, za kar smo sami odgovorni. In če bo kje kako gibanje, ki bo nasprotovalo uzakonjenju evtanazije pri nas, bom med prvimi. Nekoč sem bila 7 tednov v bolnišnici. Okrog mene so ljudje umirali. Kakšno veselje temu umirajočemu je bilo, da bo jutri spet sonce, da še pride sorodnik. Končala bom s tem, ker predavam tudi filozofijo utopistike. Zame je medicina upanje ali pa ni nič, to povezujemo s tem, kar je v ustavi zapisano. Dostojanstvo, nedotakljivost življenja. To so pa temelji tega humanizma v Evropi, kjer mi živimo. Jaz se temu ne mislim odreči na račun nobenega uzakonjenja evtanazije. Cvetka je že to 3-dni profesor na filozofski fakulteti. Če ni več nobenega konkretnega vprašanja konkretnemu razpravljavcu, vabim profesorja Ernesta Petriča, edinstveno moralno avtoriteto, enega največjih intelektualcev, ki jih premore, v zgodovini premogla Slovenija, svetovljana, predvsem pa mednarodnega pravnika, da poda še nekaj zadnjih sklepnih misli o temi, o kateri smo razpravljali. Posebno čast mi je, da se je odzval temu vabilu in da bo z nami podeliti misli. Izvoli, je. Hvala lepa za te pretirane besede. Gospod, zelo sodnik zopet se ne zameri, da reče, da so bile pretirane, ampak sem pa počaščen z njimi, zadnje smo vsi ljudje, rajši slišimo nekaj lepega kot kaj grdega, pa tudi kaj grdega se gledaj, ko da slišim. Jaz dvomim, če sem neka avtoriteta, ampak povedal bom par stvari ob zaključku tega sestanka, te konference. Dolgo je trajal naš današnji pogovor, ampak moram priznati, da že dolgo v kakšni debati nisem tako intenzivno z zanimanjem
prisostvoval in poslušal, kot je bilo to danes. Tema je izjemno aktualna, izjemno občutljiva, izjemno atraktivna. In bom povedal zdaj eno malo anekdoto. Leta nazaj, ko je bil še živ, najen skupni prijatelj, Jože Tronkel, sva se večkrat srečevala. On je bil predsednik SAZU, jaz sem bil predsednik Ustavnega sodišča. Njega je z vidika etike zanimalo pravzaprav to razmerje. Medicina, pravo. In če se kje to dvoje sreča, je to evtanazija. Bolj intenzivno se srečati te dve vedi ne moreta. In smo parkrat o tem razpravljala, ampak morda boste razočarani. Nekako, če poenostavim, do tega zaključka smo prišla. Takrat, to je kakšnih 6-7 let. Ali je to res nek tak aktualen problem, da bi morali sprožiti neko debato? Ali je to res nekaj, kar žuli našo družbo, nekaj, kar se dogaja tu in tam in tako naprej, in je treba, da zdaj začenjamo razmišljati, ne vem, o spremembi ustave, rekla sva, ne. In tudi rekla sva, malce patetično, tega se spomnim, to je pravzaprav božja tema. To je tema o odnosu med življenjem in smrtjo. To je nekaj izjemno delikatnega. In rekla sva na vse zadnje, če že o tem razmišljamo, dajmo upoštevati to 2000-letno našo evropsko civilizacijsko tradicijo, ki je na vse zadnje pritegala do tega, da smo v Evropi rekli, življenje je sveto. In pazite, gospe in gospodje, življenje se ne sme skrajšati, vzeti, tudi najhujšemu zločincu, morilcu, ne vem kokih, po naši pravni ureditvi, ga ne smemo obsoditi na smrt. Evtanazija. Skrajšamo nekomu življenje, a to ni več sveto življenje. Nekdo je prej govoril, vi, če se ne motim, profesor ali kdo drug, relacija, splav, eutanazija, tisto razmišljanje. No in tako bi rekel, na osnovi tega, kar sem do zdaj povedal, smo prišla nekako do zaključka in jaz v to verjamem in se strinjam z vami, gospod profesor, ko se lotevamo tega problema in konkretno, je to izjema od izjeme in še enkrat od izjeme. In v tem smislu se jaz debate, ki je bila zdaj v Sloveniji sprožena, bojim. Ta debata bo taka drugačna, mediji se bodo mešali, tisti, ki nekaj vejo. Tu ne gre za neko glasovanje, sem za, sem proti. Tu je potrebna izjemna modrost. Izjemna modrost je treba za odgovore na to vprašanje. Še zdaj vidimo, stvari se mešajo. Profesorica je opozorila na nekatere izmišljave pojmi. Že zanimivo je to, da ko gledaš to debato, ko se je začela, meša se že pravzaprav samomor za eutanazijo. To sta dve različni stvari. Tu, v tem kontekstu, samomor, razen mogoče pomoč pri samomoru, pustimo v strani. Ampak debata je nekako začela z neko ambicijo, da bomo pravzaprav to zdaj nekako zakonsko uredili. Profesor je zelo jasno predstavil z vidika kazenskega prava, kje so tiste črte kazenske odgovornosti. Po naši sedanji kazenski ureditvi. Jaz tu ne vidim kakšnih silnih problemov. Ampak problem je ta, na kateri točki nekdo tretji, zdravnik, medicina, pravzaprav ugotovi, da je tisto življenje na nek način že prenehalo ali prenehava biti življenje. Tu je ta poseg tega tretjega mogoče umestiti. To je pa skrajno spet sumljiva meja. In na vse zadnje z razvojem medicine se utegne še odmikati. Tako da tu, ampak če sprejmemo to, da je ta poseg tretjega eutanazija, dopusten takrat, kada bilo življenje, lahko rečemo, nima več smisla, ga ni mogoče več rešiti, samo še trpljenje, kakorkoli že to opredelimo, to je tista točka. Ampak to točko, mislim, da se bo profesor strinjal, z pozitivnim pravom ne moremo jasno opredeliti.
ne more nobeno pravo vse pravne izjemne situacije življenja opredeliti v pravne norme. Nemogoče. Mi bomo napisali morda nek zakon, kjer bomo rekli, da mora biti neka komisija, potem se bomo prepirali, kako se izvoli to komisijo, kdo se lahko pritoži na odločitev komisije, kdo so lahko njeni člani, etc., etc. Naredili bomo iz tega nekakšno pozitivistično zgodbo, iz nečesa, kar pozitivistično obravnavati sme. Zdravnik z njegovo osebnostjo, z njegovo moralno močjo bo tisti, ki bo rekel na določeni točki dovolj. In sodnik je tisti, ki če bo stvar postala sporna, ne bo listal po paragrafih, kot je običaj se na slovenskem sodstvu in med slovenskimi pravniki, ampak bo tisti, ki bo rekel, a je v tem primeru ta zdravnik ravnal prav, ravnal v skladu z zakonom, ravnal etično, ravnal moralno in je bilo prav, da je to naredil kriminalno. No, to je individualna odločitev v nekem izjemnem primeru. Zato ne bom a priori rekel, da v neki določeni situaciji a priori sem vedno proti eutanaziji. Načeloma sem, ker je to tako izjemna situacija. Ampak zanesljivo sem pa proti ambiciji, ker je to ambicija, ki se ne da pametno uresničiti, da bomo mi zdaj z nekim zakonom, ali pa morda še ustavo spremeniti bo treba, ker tudi to je realno, mi če hočemo nek zakon tak sprejeti, moramo spremeniti ustavo, najprej ustavo spremeniti, pa bomo napisali nekšen zakon, ki bo vse točno določal, kdaj, v katerem trenutku, v katerih pogojih in tako se bo tem določeno. Ne, to ni odločitev pozitivistična, to ni pozitivna pravna odločitev. To mora biti na vse zadnje človeška odločitev, kombinacija znanja, kombinacija moralne moči z tega, ki tako odloči, če hočete, tudi odločitev srca, ne samo duha. Oboje, vse to mora biti. V takem primeru potem morda. In tudi sodnik, ki bo morda to potem presojal, ne bo listal po paragrafih in iskal, kje je, ampak bo ugotovil, ali tisto dejansko stanje je tako, da pravzaprav življenja že več ni bilo, ali pa je bilo tudi brezsmiselno. Tako da jaz moram reči in s tem ne zaključim. Hvaležen sem vsem za današnjo debato, veliko sem slišal, veliko sem se naučil. Moram pa reči, da se javne debate o tej problematiki bojim. Hvala. Samo ena. Čisto kratko. Čudovito ste povedali, profesor Petrič. Jaz bi tukaj samo to dodala. Na svetu je okoli 200 držav, pa še kaj več. Gotovo ste bolje poučeni drugi. Majhna peščica je uzakonila eutanazijo. 7. No, skratka. To gotovo govori o tem, da je to nekaj, kar je silno delikatno. In tukaj bi samo citirala profesorja Huberta Požarnika, ki je na zdravniškem srečanju govoril in je napisal, da gre za pri motivih zagovornikov eutanazije pri nas za sprenevedanje. In je povedal, da pač navajajo kot usmiljenje, kot sočutje, varovanje človeškega dostojanstva, pravica človeka do avtonomije odločanja o sebi in svojem življenju, egocentrični motivi so tudi, in potem pa pravi, in koristoljubje, gre za osebne interese, za ekonomske motive, gre za jackpot zdravstvene zavarovalnice in za jackpot pokojninske blagajne. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da so se s temi besedami v bistvu naše razprave samo zdaj končale. Hvala lepa, ker ste prišli, koliko ste prišli. Časovnica je nekoliko skozila iz rok, ampak sem vesel, da smo se prišli in smo v tem razpravljati smo.